Pozdravljeni v moji družbi, z vami sem Teja in za vas berem energije s pomočjo tarot kart. Preden začnemo posnetek, vas lepo prosim, da si spodaj v opisu videa preberete vse informacije, ki jih morate vedeti v zvezi z mojimi pogledi, potem pa lahko začnemo. Trenutno se Venera in Mars nahajata v znamenju vodnarja, zato sem se odločila, da bomo pogledali na situacije odnosov iz perspektive vodnarja. Te vpogledi so namenjeni vsem znamenjem, ki se poistovetijo z naslovom in so tudi brezčasni. Tako da tudi, če prideš kdaj kasneje na ta video, zato ker te je naslov pritegnil ali pa se je pač nekako naključno pojavil pač na tvojem ekranu ali karkoli, ti je ta video namenjen in zelo verjetno v sebi skriva kakšno sporočilo, ki ga v tem trenutku moraš slišati. Tukaj se pogovarjamo, kot sem jaz sem karte že pomešala in recimo preden začnem, v bistvu vedno pogledam spodaj, da vidim, o čem se bomo sploh pogovarjali. In tukaj v bistvu karte opisujejo situacijo neke osebe, ki v bistvu nekako je zaprta zunaj, si zapira vrata pred srečo. Tukaj ima ključ, ve, kje je ključ, ampak ostaja zaprta. In to je recimo zdaj je veliko ljudi v takih odnosih, kjer to so najbolj pogosto odnosi med dušami dvojčicami in med nekimi globimi sorodnimi dušami. Ampak gre se za to, da ena stran v bistvu noče priznati svojih čustev in noče pokazati svoje ranljivosti. In to je ponavadi v bistvu moška stran. To ne pomeni, da je oseba, ki je po horoskopu, po spolu moški, ampak se gre za moško energijo v nas. Torej tudi ženska, določeni odnosi, recimo kakšni moški delujejo bolj z žensko energijo in ponavadi najdejo partnerja, oziroma partnerko, ki deluje bolj iz moške energije. Se pravi ženska, ki je bolj tako načelna, bolj usmerjena v kariero, v fokus, rada ima strukturo, je zelo recimo inteligentna, karkoli. Ženska energija pa je bolj negovalna, bolj nežna, bolj rahločutna, bolj v bistvu se ukvarja z ljudmi in je bolj usmerjena nekako na negovanje. Tako da v bistvu torej moška energija je trenutno pod pritiskom, zato ker morajo pokazati svojo ranljivost, morajo priti do ženske energije in v bistvu izpovedati svoja čustva. In to imajo zdaj te osebe, ki v bistvu delujejo pod vplivom moške energije, imajo ta problem. In v bistvu s tem, ko nočejo priznati svoje ranljivosti, se zapirajo pred srečo, pred uspehom oziroma pred srečo v tem odnosu. Ampak tukaj imamo v bistvu angelsko energijo. Angelska energija tukaj kaže, da se to zdaj v bistvu končno spreminja, da so tem osebam v življenju poslane situacije, ki jim bo pomagale sprostiti to breme in v bistvu pomagati pokazati to ranljivost. Zato marsikdo lahko zdaj v kratkem pričakuje kakšno sporočilo. Se pravi, to je oseba, s katero ni komunikacije in tukaj lahko pride tako nenadno hitro sporočilo, ki bo marsikoga presenetilo. Se pravi, če čakaš neko osebo, je zelo velika verjetnost, da se zelo kmalu pojavi ali s sporočilom, ali jo po naključju srečaš, ali te pokliče, skratka karkoli, nekaj nepričakovanega. Je pa tukaj problem, ker ima še vedno neka bremena, še vedno nosi s sabo bremena in sicer gre tukaj za neko, gre za neko ponudbo, ampak nosi bremena in zdaj tudi ta karta se mi je razkrila, kar pomeni, da mogoče nekateri, tiste osebe z moško energijo, ki so res zelo, zelo, kako bi rekla, pač zelo delujejo iz perspektive ega, tiste bodo v bistvu možno, da se ne bodo sploh pojavile, ampak ne vem, upajmo na najboljše, ne. Če si v takem odnosu, si želim zate, da imaš osebo, ki ni glih toliko egoistična in egocentrična, ampak kaj čemo, dajmo pogledati. Ja, evo, v bistvu kraljica palic tukaj govori pravzaprav o osebi, ki navzven daje sliko, da je vse super, ne. Se pravi, to je lahko neka oseba, ki v bistvu, da vidimo še, kaj imamo spodaj.
To je lahko neka oseba, ki daje v bistvu vtis, da je zadovoljna, da je srečna, ne? In to v bistvu, če si v takem odnosu, te lahko zmede, ker si misliš, kako pač ti da občutek, da se ta oseba sploh ne zmeni zate. Ampak v bistvu je dosti drugače. In zdaj tista angelska energija tukaj, ki smo imeli prej, nakazuje, da se bo tem ljudem odprla nekakšna pot, ne? Odprla se jim bo pot in bojo spoznali v bistvu, kaj morajo narediti. Ampak ta svečenik tukaj še vedno, tukaj on sam sedi pa se smeje, ne? Kar pomeni, da ni nujno, da bojo vsi šli na to pot in res šli v komunikacijo. Ok, zdaj imamo tle paža palic, paža mečev, pardon, in ta paž v bistvu gre iz enega tle prepada v drugega. Se pravi, gre čez prepad, ne, in v bistvu je zelo pogumen in drzen. Tako da tisti, tukaj pa imamo trojko mečev. Ok, aha, o moj bog, poglej to. Wow. Pač vedno dam takole tukaj jaz 5 kart in zaključimo pa s kraljem palic. Se pravi, imamo kraljico in kralja palic. To je divine couple, še vedno nisem pogledala, kako se temu reče po slovensko. Ampak gre za v bistvu duševni par ali kaj kako bi se to prevedlo, ne vem. Skratka, to je ta oseba, to je neka oseba, ki v bistvu deluje zelo iz perspektive ega svojega, ne. In tukaj je v bistvu tale kralj je zelo tak egoističen, zelo je tak, pač on ima rad vse pod kontrolo in rad ima, da se zgodi tako, kot on hoče. In on ne pokaže rad svoje ranljivosti, on rad pokaže seksualnost, rad pokaže strast, rad pokaže v bistvu nekako tudi nadvlado in kontrolo. Ampak to v teh odnosih ni v redu, ne. V teh odnosih mora se ta kralj naučiti pokazati svojo ranljivost. In to je tukaj prikazano, ne. Tukaj ta kralj ima v bistvu zelo močno srčno bolečino. Se pravi, to je nekaj v preteklosti. Lahko je v bistvu to del neke vzgoje, da je bil vzgajan na tak način, da je postal tak. Lahko je v bistvu doživel neko razočaranje v preteklosti, lahko, ne vem, pač tle je dosti možnih razlogov, ampak ta oseba je bila nekako ranjena nekoč. In ta bolečina v bistvu bo spodbudila to osebo, da pride k tebi. To si v bistvu lahko ti, ne, ta stran. V bistvu mi bolj deluje tako. Zdaj, če si v takem odnosu, si to verjetno ti. Lahko, da si tudi to ti, ne, ampak ponavadi te ljudje ne gledajo tarotov in tega, v bistvu se sploh ne ukvarjajo toliko s temi stvarmi, ker preveč funkcionirajo iz perspektive ega, ne, na žalost. Tako da v bistvu tle pa imamo zdaj še osmico kelihov, ki v bistvu nakazuje na to, da se počasi ta oseba premika proti soncu, se pravi proti tebi. Dajmo obrniti karte zdaj in poglejmo, kaj nam tukaj govorijo. Dajmo pogledati, zakaj tukaj ta paž mečev. Trojka kelihov. Ja, tista angelska karta bo pomagala in spodbudila tega človeka, to osebo, da, stroj mi piska, upam, da se ne sliši, bo spodbudila to osebo, da v bistvu najde to notranjo ravnovesje. In to notranje ravnovesje bo to osebo spodbudilo, da premaga to srčno bolečino ali pa vsaj se z njo sooči ali pa jo vsaj nekako zakrije in vseeno proba priti na to drugo stran, torej k tebi. Ta je nekako, tukaj ta prepad nekako prikazuje tole prekinjeno komunikacijo ali pa pomanjkljivo komunikacijo. In ta kralj v bistvu bo premagal to srčno bolečino, kot kaže, in bo prišel v bistvu tle k tebi. Dajmo pogledati, zakaj je tukaj ta trojka mečev, kaj je ta bolečina v bistvu, ki jo ta kralj nosi. Ja, v bistvu gre za neko, tako kot sem rekla, gre za neko bolečino iz preteklosti, ampak ta angelska energija in to ravnovesje tukaj, ki nekako prihaja v njihovo življenje, jim bo pomagalo v bistvu pogledati na to bolečino iz druge perspektive. In da vidimo, kakšen, hudič.
Zdaj tako, tukaj je več možnosti, ne. Lahko, da nekatere osebe bodo na to situacijo pogledale iz nove perspektive in bojo ugotovile, da jih je nekaj celo življenje kontroliralo, da jih je ta bolečina v bistvu kontrolirala in da jim ta bolečina onemogočila, da bi prišli, da bi prestopili ta prag, da bi šli k sreči naproti, da bi pokazali svojo ranljivost in v bistvu se združili s to osebo, torej s tabo verjetno, ne. Lahko pa tudi, da bo v bistvu jih to, lahko se tudi zgodi, da bo ta hudičeva energija še vedno tako močna, da jih bo to nekako ustavljalo. Ampak tukaj, ne vem, po kartah je videti, da bodo nekako prišli čez, no. Prej ali slej bodo nekako prišli. Ne vem, zanimivo. Dajmo pogledati, kaj je ta visoki svečenik tukaj. Ne vem, tukaj je v bistvu ta oseba zelo zmedena. Ker ta oseba je v preteklosti v bistvu zbirala same napačne odločitve in zdaj te nove energije, ko so, bojo v bistvu prinesle še več priložnosti. Tako da ta oseba lahko se zgodi, da bo v bistvu prišlo tudi dosti nekih novih žensk okrog te osebe, novih ali pa moških, ne. Ampak ta oseba se bo mogla najti tisto pravo pot, ne, in prava oseba je tale, to si ti, ne. Rdeči kelih, ampak iz tega rdečega keliha, ne, to je pravi kelih in je zelo v bistvu jasen. Je jasno označen, prav se vidi, katerega moraš zbrati. In to je v bistvu ta glas duše, ne. Duša ti zelo jasno in glasno govori, katera oseba je prava zate, zato ker ta oseba se ti konstantno mota po glavi, konstantno o njej razmišljaš in nekako čutiš neke lepe občutke, ko pomisliš na to osebo. Ampak pod tem kelihom se skriva kača in to je problem te osebe, zato ker si ne upa izbrati te priložnosti, ker se boji v bistvu, da bo se spet ponovila neka stvar iz preteklosti, da ga bo ta oseba spet ponovno prizadela na isti način, kot je že enkrat bil. Ker on je uspel to bolečino zamaskirati, on je uspel nekako premagati z leti in jo poteptati. Ampak je imela na njega ful velik vpliv, ne, in to vse mora premagati. Ampak ta človek lahko to premaga samo to, da izbere ta rdeč kelih in v bistvu pokaže tukaj ranljivost. Dajmo pogledati, kakšen izid si lahko tukaj obetaš. Evo, kraljica kelihov pod kraljico palic. In tukaj je videti, ja, nekako počasi bo ta oseba končno dojela. Zdaj, za vsakega je to različno. Lahko je to danes, ker danes imamo v bistvu, prej smo imeli angelsko karto in karto stolp. Karta stolp je številka 16 in danes je datum 16. Tako da zelo možno, da bo za marsikoga že danes ta oseba prišla v tvoje življenje, da se bo spet nekako pojavila. Ampak če ne, pa je možno čez nekaj dni, lahko tudi čez nekaj tednov oziroma do konca meseca in tudi lahko celo enkrat v aprilu. Če gledaš ta posnetek kdaj kasneje, pa tudi enako velja, ne. Od 1 ure oziroma od 5 minut ali pa 1 minute, no, pa vse do 1 meseca ali pa 1 meseca in pol. V tem časovnem razponu bi ta oseba nekako mogla priti v tvoje življenje in vstopiti k tebi in to nekako začeti razčiščevati. Zdaj tukaj je tudi nasvet zate, da v bistvu, da ne kontroliraš tega odnosa, da ne forsiraš te osebe, da pride. Če je to v bistvu neka oseba, s katero si želiš romantični odnos, da ji ne pišeš in težiš in forsiraš to, da se ta oseba nekako pač v smislu, daj, premalo mi pišeš, premalo se mi posvečaš, preveč delaš, jaz hočem tvojo pozornost. Jaz to tukaj odsvetujem, pač delajte, kar želite, ker seveda življenje je tvoje. Lahko delaš v njem, kar želiš, lahko pač sprejemaš svoje odločitve in si zanje tudi odgovoren. Zato naredi to, kar čutiš, da je prav, da narediš. Ampak tukaj karte nekako svetujejo, da dvigneš roke nad tem odnosom v smislu, da dovoliš, da ta oseba pride sama do tega, da ona ugotovi, da mora izbrati to rdečo posodo, ta rdeč kelih, torej tebe. In to lahko dosežeš tako, da umakneš svojo energijo. Tako kot ti svojo energijo umakneš, to pomeni, da se ti začneš posvečati sebi, svojim hobijem in vsemu temu. Takoj, ko ti to energijo umakneš, bo ta oseba začutila
energetsko bo začutila pomanjkanje, ker ti, če se s to osebo dosti ukvarjaš, če o njej ful razmišljaš, če recimo, pa sploh če so negativna čustva zraven vpeta pri tem razmišljanju, vse to, kadar delaš na energetskem nivoju, povzroča, ker smo med seboj vsi energetsko povezani, da ta oseba čuti tvojo bližino, čuti energijo pri sebi in nekako to je kot neka hrana. Kadar ti razmišljaš o neki osebi, in v bistvu ji daješ na nek način to energetsko hrano. Zdaj, če se pa ti umakneš in če rečeš, ok, zdaj bom pa jaz si vzela čas ali pa vzel čas in bom delal na nekih svojih projektih, ne bom več toliko razmišljal o tej osebi, ne bom je čakal, ne bom ji več pisal, se pravi, umakneš svojo energijo in v bistvu nehaš energetsko hraniti to osebo in ta oseba bo postala lačna in takrat bo videla, od tega ne dobim tega, ta oseba mi ne da tega zadovoljstva, ta oseba mi ne da tega zadovoljstva, niti ta, niti ta, niti ta, in pol bo rekel, moram iti sem, moram iti k tej osebi. Tako da umakni zaenkrat svojo energijo in to bo spodbudilo to osebo, da bo v bistvu postala energetsko lačna, bo si želela, ko bo ona razmišljala o tebi, ker ti ne razmišljaš o njej, bodo te misli nekako prazne. In to bo to osebo v bistvu spodbudilo, da bo prišla v kontakt s tabo, ker bo hotela čutiti to polnost, kot jo je čutila recimo takrat, ko si ti dajal oziroma dala to energijo in razmišljala o tej osebi. Ok, dajmo pogledati zdaj za konec, kaj še vesolje nekako sporoča. Evo, tukaj imamo kralja kelihov, ki v bistvu tudi, tle imamo kraljico in kralja palic in kraljico in kralja kelihov. Wow, to je v bistvu direkt to, ne, tukaj je strast in to so čustva. In zdaj v bistvu trenutno je malček preveč strasti, preveč je vse usmerjeno v strast, v seksualnost, v nek hiter uspeh, ne. Mogoče tudi ti si želiš, da bi ta oseba že končno prišla, da se hitro nekaj začne, ampak to so v bistvu, če gre to za neko, sploh če gre za potovanje duš dvojčic ali pa nekih globih sorodnih duš, so ta potovanja zelo, zelo, zelo počasna in kamor se ti ne sme muditi, zato ker če prideš v odnos z dušo dvojčico prehitro, ko še ni čas pravi, je ta odnos potem ful težek in v bistvu je preveč tren in v bistvu je sam še težje potovanje. Zato, če je to tvoja duša dvojčica, je pomembno, da gre to potovanje počasi in da se vsak nekako pri sebi pozdravi na svoji strani. Zdaj pri tebi je videti, da si recimo sploh tle, ker imamo svečenika, je videti, da si v bistvu na dobri poti, da napreduješ duševno in to je zelo dobro, ker ti s tem, ko ti duševno napreduješ, v bistvu energetsko pomagaš tudi tej osebi, da premaguje, da pogleda z druge perspektive, da premaga tega hudiča v sebi, ki pač to energijo, ki ga nekako kontrolira in da premaga to svojo čustveno bolečino. In glede na to, da imamo tukaj dve kraljice in dva kralja in to v bistvu celo tako postavljeno, da je eno zraven drugega, je tukaj pri tebi je videti, da si v bistvu uravnovešen oziroma uravnovešena, torej tvoja ženska energija je super. Imaš strast, imaš ljubezen. Pri tej osebi pa v bistvu te karte spodaj je hudič, ne. Se pravi, tukaj je še malo kontrole, ampak to počasi prihaja, samo počasi. Ta kralj ima še zaprte oči, kar tudi pomeni, da če se ta oseba pojavi v tvojem življenju, ne pričakovati, da bo to zdaj nek čustveni izbruh. Ta oseba bo s tabo delila samo to, kar mora deliti. Torej, lahko pride in ti pove in v bistvu si izmisli neki izgovor, zato da pride, da se začne pogovarjati s tabo. Recimo si izmisli en izgovor, veš kaj, sem se spomnil, da ti delaš to in to, a bi naredila to in to, ne. Se pravi, pride z nekim takim izgovorom, zato ker hoče to tvojo energijo, ampak zaradi te bolečine še vedno ni pripravljen odpreti oči in priznati to, kar čuti, to, kar globoko v sebi čuti, ni pripravljen priznati čustev. In tukaj ti tudi svetujem, da tudi ti držiš ta svoja čustva malček nazaj, ne preveč te osebe zasipavati s čustvi, ker če daš preveč ti tej osebi, ki je čustveno prizadeta, če ji daš preveč ljubezni, če ji daš preveč pozornosti, če izliješ ta svoja čustva ven, se ta oseba ustraši in v bistvu ustraši se tega, da bo, pač ustraši se čustev, ker
nekako ima občutek, da bo potem spet čez nekaj časa, da bo dobila to rano, ker ta oseba je imela že enkrat v preteklosti podobno izkušnjo z neko osebo, kot jo ima s tabo, ali pa mogoče tudi s kakšnim družinskim članom, nima veze, ne. Skratka, nekdo je prizadel bolečino in ta bolečina ji ne onemogoča, da bi iskreno priznala svoje čustva. Zato tudi ti moraš tukaj paziti in v bistvu dvigniti roke, ne preveč siliti v ta odnos in tudi ne biti preveč, pač malček se drži nazaj, no. Pač zavedaj se, da ima ta oseba čustvene bolečine, da je v bistvu še nekako ranjena in da ni še pripravljena res izkazati teh pravih čustev. Ampak jaz mislim, da zdaj do konca marca oziroma energije se počasi tukaj čistijo, pomagajo tej osebi, kot smo prej imeli v bistvu tisto angelsko karto, pomagajo tej osebi, da premaga to srčno bolečino, da jo pozdravi. Tako da se bo to razvijalo, ampak počasi. Dajmo še pogledati. Wow, kralj mečev. In kaj imamo še tretjo karto? Karta smrt. Super. Ja, zdaj imamo tukaj v bistvu pri moški strani imamo kralja palic, kralja kelihov in kralja mečev. In to je v bistvu že zelo dobro. Tukaj se gre za transformacijo, smrt in transformacijo, torej ponovno rojstvo. Jaz mislim, da bo ta oseba, zdaj ta karta lahko predstavlja tudi tebe, ne, kot da v bistvu pokažeš bolj to moško energijo, ko prideš v stik s to osebo, torej malček več hladnosti, da ne pokažeš toliko čustev, ampak v glavnem pa ta karta govori tukaj o tem, da ta oseba počasi išče to svojo vrednost. In zdaj, ko se pojavi v tvojem življenju, je lahko tudi ona zelo taka hladna. Ne bo preveč čustvena, ne bo pokazala svojih pravih čustev. Ampak bo videti bolj hladna, delovala bo bolj hladno, se pa v bistvu počasi se pomika proti tej transformaciji. In v bistvu, tako kot sem že rekla, tista angelska energija bo tej osebi pomagala, da se počasi transformira. Tako da, če se nahajaš v takem odnosu, kot sem že rekla, strpnost in ne preveč čustev, ne preveč siliti v to osebo, dovolite osebi, da se pozdravi, da ji življenje pomaga pozdraviti to srčno bolečino v njenem ritmu, tako kot njej paše, tako kot njej odgovarja. Nikamor ne sili s tem odnosom. Če ti je ta oseba namenjena, če je to res tvoja sorodna duša ali pa celo duša dvojčica, ne bo šla nikamor. Tudi če se eno leto ne slišiš z njo ali pa z njim, ne bo šla ta oseba nikamor. Pač vem, zate bo mogoče težko, ker si želiš to osebo, si želiš tega odnosa, ampak pomembno je, da v bistvu ta oseba pozdravi to srčno bolečino in pozdraviti jo mora sama. Zato, ker če ne, bo ta odnos težek. In če greš v odnos s tako osebo, ki ima to srčno bolečino, se ta odnos prej ali slej zaključi s kakšnimi prepiri, s kakšnimi očitki, ker če ima neka oseba še eno srčno bolečino, bo prej ali slej se zgodilo nekaj, kar bo spet sprožilo to bolečino in to bolečino bo ta oseba vrgla nate. In zdaj, če to hočeš, če ti je to kul, ja, pol okej, ne, pač pejdi sili v ta odnos, pa začni, pa ne vem, mogoče se tudi ti moraš naučiti neke lekcije še, ne, tako da, če tako začutiš, pač naredi, kar čutiš, ampak jaz ti povem, da če ima nekdo neko srčno bolečino, se potem lahko to zgodi tako, da to bolečino prenese v bistvu nate, ko pride do nekega problema in potem ti samo še bolj trpiš. Zato ti svetujem, da se umakneš, da se v bistvu posvečaš bolj zase, dajmo tukaj še eno karto za tebe, da se umakneš, da se posvečaš zase, da najdeš ljubezen znotraj sebe, okej? Ti moraš sam sebe ljubiti, ti moraš biti sam sebi svoj najboljši prijatelj. In ti v bistvu moraš najti v sebi to ljubezen in ko to najdeš, potem s to energijo pomagaš tej osebi premagati to srčno bolečino in hkrati ji pomagaš, da se počasi in v bistvu počasi, ampak hitreje bliža tudi tebi. In potem lahko pride do te združitve. Tako da to je to. Zdaj, to je to, kar je zaenkrat glede teh odnosov. Bomo naredili, ko bo čas, kakšen tale nov video, ker bomo malo ga nadgradili oziroma bomo pogledali, kaj se dogaja v teh odnosih. Če bo kaj novega, v bistvu posnajem nov video, no, tako bom rekla. Lepo bodi in uživaj. Čau, čau.